Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Mesec je naokrog in seveda je že čas za oddajo o zdravju s Alenko. Kot sva že napovedali, oziroma kot je Alenka že napovedala, bomo danes govorili o glavobolu, kajti se nam zdi to kar pomembna tema, glede na to, da kar 77% odraslih Evropejcev bi se naj vsaj enkrat v življenju srečalo z glavoboli, tako vsaj navaja Google, kjer se da vse prebrati in izvedeti. Več kot 3% pa se srečuje s kroničnimi glavoboli, kar pomeni, da jih torej glava boli vsaj 15-krat na mesec. Alenka, dobrodošli v naši družbi. Podatek, ki sem ga predstavila, seveda sem ga prebrala, drži to ali ne? Mislim, da je resničen podatek še kar precej večji, da verjetno skoraj vsak odrasel človek se vsaj enkrat v življenju sreča z glavobolom, takšne ali drugačne vrste. Kronični glavobol pa je tudi kar pogost, ampak so to glavoboli, ki jih lahko potem sčasoma tudi pozdravimo, o kateri se bomo kasneje pogovarjali. Ampak mislim, da je to kar taka vsakodnevna težava številnih ljudi. No in zakaj recimo bi naj bil prvi vzrok, da nas boli glava? Najpogostejši vzrok, da nas boli glava, je napetost mišic. Mišic vratu, mišic obraza, mišic temena in to tako imenovani tenzijski glavobol, tenzija, napetost, je v bistvu najpogostejši glavobol. Je verjetno 90% vsega glavobola gre na račun tega glavobola. To je glavobol, ki ga mislim, da smo ga izkusili vsi, ko smo napeti, ko smo utrujeni, nenaspani, ko imamo dosti stresa v službi doma, čutimo, da nas boli v temenih, da smo taki neki napeti in to je en taki tipičen glavobol, ki je vedno na obeh straneh glave, je taki stalna bolečina, ena taka napetost v glavi, nimamo težav z svetlobo, z zvokom, ampak samo eno tako napetost čutimo. In ta glavobol, jaz mislim, da ga smo pravzaprav doživeli že vsi. No, kot ste dejali, tenzijski glavobol, torej bi ne bil vzrok stres naš vsakdanji, Kako pa torej si naj pomagamo recimo v teh primerih, ko je torej tovrsten glavobol? Zdaj, če točno vemo, kaj je razlog našega glavobola, je prva stvar seveda odpraviti mogoče kakšno težavo. Potem odlične so te samosprostitvene tehnike, odlično zdravilo za glavobol je prvič pitje dovolj vode, to je še ena stvar, ampak predvsem pa gibanje v naravi, tako da mislim, da ena telesna aktivnost, ko smo zelo v stresu, iti na en dolg sprehod, mogoče malo z hitrejšo hojo, ali pa kakršnakoli aktivnost je pravzaprav najboljše zdravilo. Medtem, ko seveda, ko nič drugo ne zaleže, praviloma ljudje potem tudi posežejo seveda po zdravilih. Zdravila, ki jih največ uporabljamo, mi si želimo, da bi se največ uporabljali čist navaden paracetamol, kot recimo Lekadol, Daleron, potem šele kasneje naj bi ljudje začeli uporabljati te, ki so pa, moram reči, v resnici pa najbolj priljubljeni, to so, mi jim rečemo nesteroidni antirevmatiki, kot so Nalgezin, Naklofen, Ketonal in takšna zdravila. Ampak, na žalost se zgodi, in to kar precej pogosto, da ljudje potem začnejo redno uporabljati ta zdravila in na koncu padajo v en tako imenovan analgetični glavobol, to je glavobol zaradi prepogoste uporabe protibolečinskih zdravil. In moram reči, da je verjetno tega glavobola celo v naših ambulantah največ. Pride ljudje, ki rečejo, da imajo glavobol non-stop, vsak dan, potem mora vzeti že več tablet na dan, mu ni eno dovolj. In nas potem kar debelo gledajo, ko jim rečemo, da zdaj pa treba res nehati zdravili, niti enega več zdržati, je kar težko sicer, ker nekaj dni je glavobol verjetno zelo hud. Ampak ko se pa telo zopet prečisti tega zdravila, se pa glavoboli čudežno nehajo. Tako da verjetno se na to po moje tudi premalo ljudi opozori, pa tudi ljudje premalo o tem vejo, tako da včasih treba biti kar malo kar vztrajen, da premagate ta glavobol. No, to se mi zdi zelo zanimivo. Priznam, da sem pravzaprav prebrala to danes prvič, da torej ravno zaradi tega se pojavljajo torej vračajoči se glavoboli, kot je tukaj zapisano, in prav zaradi tega, torej zaradi čezmerne uporabe
oziroma tudi zlorabe, ne bi lahko rekli, analgetikov. Ja, res je. Tako da je že Tega kar moram dobro, reči, ne, da ste upozorili na Ja, to. ja, se mi zdi prav fajn. No in še ena stvar, recimo čisto tako kot ena stvar, sploh pri mladostnikih ali pa pri otrocih, kjer je glavobol res pogosto sicer bolj tenzijski in zaradi psihične napetosti, ampak odlična stvar pri mladostnikih in otrocih je pitje dovolj tekočine. Dostikrat je samo to potrebno in glavoboli izzvenijo, ne, tako da. No in recimo, zakaj torej bi zdravila lahko bila vzrok za ponavljajoče se glavobole? Ja, sestavine teh zdravil vplivajo na preko enih zapletenih sistemov v našem telesu, vplivajo na žilje in živčeje v naših možganih in s tem povzročajo glavobole. Tako da mi drugače sicer to stvar izrabljamo pri zdravljenju hujših glavobolov, kot je recimo, ne vem, migrena in drugi, ampak v tem primeru pa se telo samo sebi dela konstantno eno željo in eno krčenje mišic in eno zategovanje žilja in potem s tem glavobol samo zaradi teh snovi, ki pač v teh zdravilih so. In več jih jemo, več je tega in huje je. Zdaj pa potem govorimo o migreni. Migrena je pa malo drugačen glavobol, je tudi kar precej pogost, v otroški dobi bolj pri fantih, v odrasli dobi bolj pri ženskah, je verjetno tudi malo hormonsko pogojen, je pa to en taki tipičen glavobol, ki je praviloma na eni strani glave, taki zabijajoč, udarjajoč, ob tem nas ponavadi nam je slabo, moti nas svetloba, hrup, vonji nas motijo in kar precejkrat, recimo v tretjini primerov se celo pojavlja z enim takim, mi rečemo temu aura, z enim takim čudnim dogajanjem, ali da ljudje nekaj čudno vidijo, imajo kakšne halucinacije, kar take zastrašujoče težave včasih, ki so sicer prehodne, ampak vedno s tem, s to motnjo pride potem do glavobola. Pri glavobolju, tudi pri migreni, no, je tudi tipično to, da dostikrat ti ljudje že kar vejo dan prej, da bodo imeli glavobol, ker se počutijo ali slabše, ali mogoče bolj vohajo že dan prej, ali boljše slišijo že dan prej. Take čudne stvari, no, se dogajajo. In tudi še potem, ko glavobol izzveni, imajo tudi še kar kakšen dan tudi težave z neko hudo utrujenostjo, slabim razpoloženjem. Je pa to kar hud glavobol, ja. In kaj bi to pravzaprav torej naj bila migrena, oziroma kaj se to zgodi v tej naši glavi? Ja, pravzaprav čisto točno, zakaj do migrene pride, še ne vejo, ampak isto kot pri vseh ostalih glavobolih je verjetno, gre za težavo na nivojih žilja in žilne stene ter živčeva in živčnih ovojev, ne. Tu se dogaja neke biokemične spremembe in verjetno imajo ti ljudje, ki imajo migreno, kar velika verjetnost je, da gre za eno genetsko pogojeno stvar, imajo pač eno tako napako, da se jim to ponavlja v taki intenzivni obliki. No in zakaj je ravno glava tako zelo boli in tako pogosto, no? Ja, ljudje reče, ne, glava zato boli, ker je najbliže, ne, ampak ja, vse nas boli tudi ostalo, ampak pri glavi, kadar nas boli glava, imamo ponavadi še težave z vidom, z sluhom, z vohom, z vratom, ne, ki nam drži glavo gor in potem to toliko težje mogoče doživljamo. Je pa tudi res, da je tudi tak, kako bi rekla, kulturološko gledano, glavobol zmeraj bil nekaj, kar je treba pozdraviti. Tu že, ne vem, v starem Egiptu, v starem Rimu, vse povsod so zapisi o tem, da bolečina v križu, to bo minilo, glavo je pa treba pozdraviti, ne, ker glava pa mora biti bistra in čista. In verjetno tudi zato imamo vedno željo, da kar takoj vzamemo tabletko, ne. Vrniva se še k migrenam, na kakšen način pa jih zdravite? Oziroma, kakšna so pomagala torej? No, prav pomembno je, da bolnike z migreno naučimo, kako si lahko sami pomagajo že na začetku. Fajn je izrabiti recimo dejstvo, da dosti ljudi, recimo vsaj tretjina, no, migrenikov že ve, da bo imela glavobol. In tisti, ki že vejo, da bo imeli glavobol, je zelo pomembno, da pravi čas vzamejo zdravilo. In če vzame pravi čas zdravilo, lahko to navaden aspirin v nekoliko višji dozi, to je 1000 mg, to sta 2 klasična aspirina. Dobi se tudi v lekarni v obliki aspirin migrana, ki je prav za to migreno.
In če mi to vzamemo pravi čas, pravzaprav še pred pojavom glavobola ne bo. Tisti, ki pač tega ne čutijo ali pa to zamudijo, pa imajo, tisti pa že malo težje kontrolirajo to stvar. Dostikrat je dovolj kakšen ta nesteroidni antirevmatik, kot je nalgezin, naglafen, olfen. Ampak tudi tu je pomembno, da je vzeti čim prej, ko se glavobol začne. Najslabše je tisto, ko začne nekaj kljuvati, pa ljudje še vseeno čakajo, mogoče bo pa minilo. Ena taka, kako bi rekla, fama pri glavobolu, pri migreni je, da se pije, takrat, ko začutiš, da piješ črno kavo z limono. To moram reči, to je kar taka razširjena metoda, ki nekaterim pomaga. Zdaj nekih dokazanih učinkov jaz sicer ne poznam, ampak mnogim to pomaga tudi v tistem prvem trenutku. Kasneje pa pride na vrsto prav specifična zdravila, namenjena prav za migreno. To so triptani, se imenuje skupina zdravilo, kot so Imigran, Relpax, pač več takih imen je. In to so pa prav zdravila narejena za migreno, so pa seveda tudi malo, kako bi rekla, malo bolj resna zdravila, imajo kar precej stranskih učinkov in to lahko tudi kar takih zelo neprijetnih, tako da so to pač tista zadnja, ki jih bolniki dobivajo. Moram pa reči, da je za migreno niso zdravila samo v obliki tabletk, ker mnogi ljudje takrat bruhajo, sploh ne morejo pojesti tabletke, zato obstajajo tudi v obliki nosnih pršil in pa injekcij, ki si jih bolnik sam da ob hudem glavobolu. Kolikokrat pa se torej lahko ponavlja migrena? Se to lahko doživi samo nekajkrat v življenju, ali je to tedensko ali mesečno ali? Ja, lahko je res samo parkrat v življenju, ampak na žalost se kar rada ponavlja in mi rečemo, da kadar se ponovi več kot 4-krat na mesec, da je to v bistvu kronična migrena, ki jo moramo zdraviti tudi na druge načine. Ker to je ponavadi glavobol, ki nas kar za nekaj časa onesposobi. V času migrene človek ni sposoben ne delati, ne vem, nobenih življenjskih aktivnosti početi, ampak je prav recimo značilno, to sem mogoče pozabila povedati za migreno je, da med tem glavobolom, če smo fizično aktivni, se glavobol še poslabša. Zato je res pomembno, da takrat vležemo v temen prostor, brez hrupa, brez televizije, radija in kar, da imamo malo mir. No in zdaj, če ima nekdo to res zelo pogosto, je res treba iti v eno drug način zdravljenja in sicer z enimi drugačnimi zdravili, s katerimi nekako bi rekla, da čisto poenostavljeno prinesemo možgane naokrog, da toliko ne zaznajo teh glavobolov. To je zelo poenostavljeno povedano. In ta zdravila, kot so, ne vem, Topamax, Lirika, Pregabalin, s temi zdravili, ki se potem jemljejo redno, probamo zmanjšati frekvence migren. Čist izničiti jih pa nažalost ne moremo, oziroma pozdraviti jih pa ne gre. To pomeni, vsa ta zdravila torej so protibolečinska? Vsa ta zdravila so protibolečinska, razen tista specifična za migreno, pa niso protibolečinska, so pa bolj vpliva pač na tožilno steno in na prevajanje v živcih in na te stvari. No, da bi se znebili migrene, takšnega zdravila pa ni? Nažalost ne. Ne. Ja, sicer pa glavoboli oziroma glava nas lahko boli tudi odvisno od kakšnih drugih vzrokov, ne? Zaradi kakšnih drugih vzrokov tudi kakšne druge Resnejše stvari. Ja, res je. Glavobol je en taki pokazatelj, oziroma tako bom rekla, glavobol je lahko en takšen pokazatelj, da se dogaja tudi kaj v sami glavi. Praviloma so ljudje vedno zaskrbljeni, da gre za takšno težavo in zato pridejo k nam prestrašeni. In mi, tako rekla, v 90%, kot sem rekla, je to čist navaden tendenski glavobol. V zelo malem procentu, tam mogoče v 1% pa gre za glavobole zaradi kakšne druge stvari. In čist tak, če jih malo povzamem. Seveda najbolj se bojimo možganskih tumorjev, potem krvavitev v možganih, teh subarachnoidalnih krvavitev, ampak toliko mogoče samo da poveva, da pri tem je glavobol samo ena od težav. Zmeraj pri teh stvarih, kadar se v glavi nekaj dogaja, mora biti prisotni še, ne vem, še neki nevrološki znaki, potem mogoče ljudje naenkrat več ne vidijo, ne slišijo, težko dihajo, v glavnem polno še zraven nekih težav, ni to edini znak. Edino mogoče
bi pa bilo fajno, da najne gledalce opozorimo. Obstaja pa ena stvar, reče se subarahnoidalna krvavitev. To je krvavitev, ko zakrvavi ene tiste povrhnje žilice v naših možganih. In ta stvar se pa ponavadi začne z ekstremno hudim glavobolom. In že na fakulteti so me učili, da kadar pacient pove, da je to glavobol, ki ga še nikoli v življenju ni imel, da je to prvič tak, da je to nepopisno strašno, takrat je vedno v bistvu in skoraj vedno pravilna diagnoza potem te subarahnoidalne krvavitve. Tako da to je res pomembno vedeti. Če imate en glavobol, ki je neznosen, ki ga niste še nikoli imeli, čim prej pokličite nas ali pa pridete k nam. Je pa v večini primerov celo tako, da pacienti celo lahko izgubijo zavest in je pač stvar bolj resna. Potem pri starejših ljudeh se lahko glavoboli pojavljajo zaradi enega vnetja ene žile tu v našem temenskem predelu. Potem so lahko glavoboli zelo pogosti, so zaradi vratne hrbtenice, okvare vratne hrbtenice, ampak to so mogoče tudi že bolj ti tenzijski glavoboli. Pomemben glavobol, ki ga ne smemo pozabiti, je glavobol zaradi povečanega pritiska v očeh. Kadar imamo glavobol, ki je bolj skoncentriran na ta sprednji del glave, kadar nas tudi strašno moti svetloba, izrazito moti svetloba, takrat res moramo pomisliti na očesni tlak in iti k zdravniku. In pa še ena stvar, ki je bilo zdaj v zadnjem času dosti po tej gripi strašni, vneti sinusi. Tam je en glavobol isto v sprednjem delu obraza, je pa tipično pritisnjen glavobol, da ko se nagnemo naprej, se nam zdi, da nam bo vtrgalo tu ven, v tem predelu sinusov, in ta glavobol je mogoče en najlažje obvladljivih, ker ga obvladamo z antibiotiki. Pa seveda ob raznih virusnih obolenjih nas tudi glava boli zraven. Ja, ampak to je tenzijski glavobol. Ja, to je tenzijski. Se pravi, glavobol od prehlada je torej tenzijski. Je tenzijski glavobol. Ja, neki stres v telesu, mi smo utrujeni, nekaj nas boli in te mišice začnejo boleti. Edino mogoče en glavobol, ki pa ni tenzijski, je pa zaradi pomanjkanja tekočine, je pa recimo, če imamo hudo drisko, bruhamo in smo izsušeni, nas vedno začne boleti glava. Ali pa recimo, zdaj to grdo ne, ampak kadar smo pijani in imamo mačka, nas boli glava, ampak glava nas boli zaradi dehidracije. In zdravilo je pitje vode. Katera oblika glavobola pa je torej najhujša, najbolj nevarna recimo? Ja, najbolj nevarne so ti glavoboli ob možganskih krvavitvah in mogoče tumorih, ampak so izjemno redki. Potem obstaja še en zelo, zelo hud glavobol, ki se mu imenuje klaster glavobol oziroma glavobol v rafalih, ki je tudi isto ekstremno redek, ampak je pravijo najhujši od vseh. Je ena taka rafalska bolečina v glavi. Je podobna face migreni, ampak pravi še potencirana na 100 stopnjo. Potem je pa že migrena. Migrena je kar. Pacienti pridejo zelo prizadeti k nam v zdravstveni dom z tistim akutnim napadom in so res, moram reči, res dostikrat zelo ubogi. No, kakšen pa je postopek, recimo, ko se nekdo oglasi pri vas v ambulanti, da ima torej hude glavobole, recimo, kam ga napotite dalje oziroma kaj mu svetujete? Seveda najprej se moramo fajn pogovoriti, da že mogoče mi sami nekako izločimo, za kakšen glavobol gre. Čim nam je kaj mogoče malenkost bolj sumljivo, se seveda odločamo predvsem za slikovno diagnostiko, da izločimo ostale vzroke glavobola. Recimo diagnozo migrene postavimo samo glede na znake in težave, ki jih pacient ima, ampak z magnetno resonanco glave ali pa s CT-jem glave mi pač izločimo, da tu ne gre za kakšno tumorsko spremembo, za kakšne druge stvari. Vedno vas tudi napotimo k okulistu, ker tudi, začetne dioptrije in utrujenost teh očesnih mišic povzročila kot tezenski glavobol, hkrati pa povišan tlak očesi, kot sem rekla, pa tudi lahko povzroča glavobole. Tako da to je treba izključiti in potem se to že pravzaprav že konča. No, seveda, če potem odkrijemo, da je razlog neki drug, potem, če je potrebno in če sami mogoče nekako ne znamo ali pa ne zmoremo tega zdraviti, napotimo bolnika k nevrologom, ki se ukvarjajo s tem, ampak tja res bi naj šli tiste res hudi glavoboli, težko obvladljivi. Moram pa reči, imam pa pacienta, ki je verjetno en prvih v Sloveniji, ki je pred kratkim dobil že eno zdravilo, biološko zdravilo za glavobol. In nimam še izkušenj z njim. V tujini, kjer so z njim poskusili, so uspehi za zdravljenje migrene
neverjetni. Tako da upamo, da bo tudi za te najhujše bolnike ena taka fajn stvar, ki jim bo res malo to pomagalo pri tem. No, pravite biološko zdravilo, Biološko ne? zdravilo, ja. Iz česa pa je torej? Ja, biološka zdravila so zdravila, ki se niso z nekih, dostikrat ljudi mislijo, da so to neka iz zelišč, neka, ne vem, taka zunaj zraščena, ne. Ne, to so resne kemijske stvari, ki pa se potem vključijo v naše telo in v naše mehanizme v telesu, biokemične, čist kot da bi pač bile telesu lastne. Tako da to sicer niso čist nedolžna zdravila, ne, imajo kar precej nekih svojih stranskih učinkov, ampak se tudi ne dobijo kar tako, je treba zadostiti številnim pogojem, res komisija o tem odloča, ali je za človeka prednost, da to zdravilo jemlje, ne, da se mu ne bi škodilo, ampak tisti, ki pridejo za razne bolezni, se seveda uporabljajo, ima lahko res veliko korist. Pa še morda o zdravilih, torej o tabletah, ne, kot rečemo, o tabletkah teh nesrečnih, ne. Svetovali ste lekadol, ne, kolikor pomaga. Paracetamol. Ja. Ja, to je eno tako osnovno zdravilo, ki je pač dostikrat učinkovito oziroma dovolj učinkovito. Seveda dostikrat pa tudi ne, če so ljudje že navajeni na malo močnejša zdravila, ne, je potem ponavadi ta paracetamol kar premalo. Opozoriti je tudi treba, da paracetamol ni zdravilo izbora pri ljudeh, ki imajo težave z jetri, zato ker je kar precej vpliva na jetra in je tam mogoče boljše kakšno drugo zdravilo, kot so ti nesteroidni antireumatiki glih, ampak drugače pa je to res eno tako, bom rekla, mogoče najmanj škodljivo zdravilo, no, se tudi to ni čist brez škode, ampak dobro, najmanj škodljivo. Aspirin, mogoče, če ga še omeniva, ne, aspirin je pač odlično zdravilo pri migreni v začetni fazi in tudi pri drugih glavobolih, je pa aspirin eno zdravilo, ne, pri katerem je tudi potrebna ena previdnost. Prvič, otroci ga recimo ne smejo jemati, ne. Ljudje, ki imajo, ne vem, kakšna določena zdravila, prav tako ne, ker pač vpliva na strjevanje krvi, na mehanizme v telesu, tako da o jemanju aspirina se mogoče fajn posvetovati vsaj v lekarni ali pa pri svojem zdravniku, no, preden ga jemljemo tudi za take stvari. Ja, splošen nasvet morda, da bi nas čim manj glava bolela. Imate sploh kakšnega rezima? Ja, glede na to, da je tenzenskih največ, ne, poskrbimo za to, da bomo čim manj napeti, da bomo, torej, gibamo se dosti, ne, probajmo gledati na življenje s pozitivne strani, najti neke svoje oblike sproščanja, ne, in to poudarjam svoje oblike, to ni treba, da so kar tiste nekaj, ki jih najdete v revijah, nekaj, ampak nekaj, kaj pomaga vam. Ker če bomo sproščeni, bo vse tistih 90% manj, ne. Ja. Manj tenzijskih glavo, ja. tako kot Migrene pa pravite. nažalost ne. Ja. Hvala lepa, Alenka, za vse, kar ste nam danes spet povedali. Naslednja tema, naslednji mesec imate v mislih, bi kaj Malo priporočili? sem razmišljala in tudi nekateri pacienti so mi sami rekli, da bi mogoče bila to fajn tema in sicer mogoče nekaj o Parkinsonovi bolezni, ki je v naši družbi kar precej, ali pa Parkinsonovi bolezni podobnih težav, no, ker so tudi ene še druge bolezni zraven, čisto tako malo, da ljudje slišijo, kaj to je, kako si lahko pomagamo, kako jo lahko odkrijemo, dosti prej, kot jo praviloma odkrijemo, tako da mogoče o tem. Hvala lepa za danes Hvala vam. in uspešno delo. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, veliko zdravja vam želimo, čim manj glavobolov in bodite z nami seveda tudi tretji petek v mesecu aprilu. Srečno do takrat.